Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj, ena taka mogoče malo bolj generalna ugotovitev z naše strani na področju jekla je predvsem terminologija. Veliko je govora o brezogljičnem jeklu, o zelenem jeklu, čistem jeklu, pa tle so terminološko to precej različne stvari, ker brezogljičnega jekla ni. Jeklo pač mora imeti ogljik noter, da imamo jeklo, tako da brezogljičnem jeklu ne moramo govoriti. Seveda, brez izpustov CO2-ja, zopet tukaj je velika razlika. Slišali smo, da na Švedskem so naredili jeklo pač z uporabo vodika in brez izpusta CO2, ampak to je predvsem v prvem delu, ko pridelujejo iz rude. Pri nas dejansko imamo odpadno železo, kjer se itak že večinoma se uporabljajo neke elektroobločne peči za pretaljevanje, kjer je tega izpusta minimalno. Ker sem se pogovarjal s kolegi, smo slovenski jeklarji eni za najnižjim deležem CO2 izpusta na proizvodnjo v Evropi. Seveda, strinjamo se, potreben je prehod na nove tehnologije, tudi na tem delu, kar je se to da narediti. Tukaj so predvsem investicijski projekti, kjer smo slišali, da je dovolj možnosti znotraj tega programa za okrevanje. Bo treba v investicijo v nove tehnologije. Seveda, kljub temu pa so na naši strani tudi izzivi in pa možnosti nadaljnjega razvoja. In z naše strani so tukaj par predlogov, in sicer so alternativne tehnologije ogrevanja brez uporabe fosilnih goriv. Seveda, kakšen je zdaj tukaj vpliv na kompletno proizvodnjo in pa ali s tem, ko se gleda na drugačne načine ogrevanja teh materialov, ali je ohranjamo enako kvaliteto. To je prvi del. Zelo močen del je seveda tukaj, skozi govorimo o zeleni energiji, obnovljivih virih energije in pa ta elektromobilnost, kjer je ta elektrika zelo pomembna. Tudi razvoj materialov za to zeleno pridobivanje energije je pomemben. In tukaj je sigurno kovinski materiali jeklo še vedno ostaja in pomemben del. Če si predstavljamo neke vetrnice, se pravi te vetrne elektrarne, še vedno v njih potrebujemo ležaje, potrebujemo zobnike, potrebujemo nek prenos gibanja. In tukaj so še vedno jekla en zelo pomemben faktor. Potem so tukaj elektromobilnost. Potrebujemo elektropločevino z boljšimi oziroma manjšimi izgubami. Potrebujemo boljša, visokotrdnostna jekla, ki bojo lažja in s tem možna pač manjša masa teh avtomobilov, transportnih sredstev in seveda tudi ta jekla vsaj treba predelati, kar pomeni, da potrebujemo boljša orodna jekla, ki bojo sposobna taka jekla predelovati. Potem tudi te nove tehnologije izdelave jekel potrebujejo boljše materiale. Torej, tudi razvoj materialov za te zelene oziroma bolj učinkovite tehnologije izdelave jekel so potrebni. Tudi tukaj imamo mi velike možnosti. Potem je prav gotovo digitalizacija proizvodnje z naše strani, predvsem z namenom optimizacije in povečevanja produktivnosti, izkoristka manjše porabe energije in pa izpusta CO2. Veliko je govora potrebno začeti uporabljati vodik. Po eni strani, kaj pa proizvodnja tega vodika, transport tega vodika? Veliko sistemov, ki jih v jeklarnah uporabljajo, bi bilo že sposobnih uporabljati ta vodik, ampak kje pa je proizvodnja tega vodika? In istočasno tukaj vsi te materiali, ki so potrebni za transport, za skladiščenje, izkoriščenje in pa istočasno interakcija z vodikom, ali so te materiali pripravljeni na to? Tudi te materiale bo treba, tukaj je predvsem na strani jekel, ustrezno razviti, da bojo sposobna v takih okoljih delovati. Potem je upeljava, preverjanje zanesljivosti, aplikabilnosti virtualnih dvoščkov v jeklarstvu. Torej, ali lahko to mi direktno prenesemo, kakšne so potrebne prilagoditve, preverjanja, eksperimentalne raziskave, da bomo rekli, da ta virtualni dvojček dejansko daje realne rezultate. Potem so tukaj materiali za obrambno industrijo, jeklarne že sodelujejo z njimi, seveda pa tukaj zdaj povečanje neke balistične odpornosti, istočasno mora biti ustrezna preoblikovanost in seveda nižja teža. Tudi tukaj so že določene ideje,
v katero smer iti, da se dejansko lahko ponudi končne izdelke. In pa nasplošno neko krožno gospodarstvo, torej izkoriščanje sekundarnih surovin, kako nek odpadek, ki je recimo v jeklarni, ki se pojavlja kot odpadek, ki je v slovenski industriji, ne samo v jeklarski kovinsko predelovalni, ampak v celotni industriji bi ga bilo možno z nekimi manjšimi dodelavami po oplemenitenem uporabiti v neki drugi industriji kot vhodno surovino. Tako da mogoče samo še to na koncu, tudi klasifikacija teh odpadkov, ker sem slišal dejansko nekaj, kar je bilo danes smatrano, ali pa včeraj smatrano kot 100% reciklabilnost, danes pride ven nova uredba, da to dejansko, da je to odpadek, da ni več reciklabilno. Tako da tudi te stvari, predvsem stališča, se pravi, te zakonodaje, potreba precej bolj ustrezno voditi in pa klasificirati. Tako da to je z naše strani. Hvala lepa.